Danes si bomo bolj podrobno pogledali graf linearne funkcije. Zadnjič smo videli, da so grafi različnih funkcij lahko hiperbole, premice, kvadratna funkcija je imela tudi svoj graf. Tako da za linearno funkcijo velja, da je graf vedno premica in ta premica je natanko določena že z dvema točkama. Če se spomnite premega sorazmerja, je bilo tam dovolj izračunati eno točko, saj je graf premega sorazmerja oziroma ta premica vedno šla skozi izhodišče. Pri grafu linearne funkcije pa je torej dovolj, da dobimo dva urejena para, kjer je prva vrednost x, druga pa f od x oziroma y. Zaradi neke boljše kontrole pa ponavadi izberemo tri take urejene pare, torej tri točke, kljub temu, da sta dve dovolj za načrtovanje. Dajmo si zdaj pogledati kar en primer linearne funkcije. Izberemo kar f od x je 3x minus 1. Smerni koeficient 3, če se spomnimo, nam torej pove, da ko se x poveča za 1, se bo vrednost y povečala za 3. Medtem ko minus 1, torej začetna vrednost, pa nam pove, kje graf te premice seka ordinatno os. Dajmo si zapisati kar tabelico x in y, ki nam bo pomagala pri načrtovanju. Lahko recimo izberemo za minus 1, nič in 1. Ko je x minus 1, torej 3 krat minus 1 je minus 3 in še minus 1 je minus 4. To je prva točka. Druga, ko je x nič, 3 krat nič je torej nič in dobimo samo minus 1. Ter še 3 krat 1 je 3, minus 1 je 2. Dobimo torej 3 urejene pare in to, kar načrtamo v koordinatni sistem. Še prej seveda označimo enoti. Torej, prva točka pri x je minus 1, dobimo y minus 4. Če imate zvezek kvadratki, je to lažje. Torej, prva točka, druga, ko je x nič, je y minus 1. Kar je tudi začetna vrednost. In ko je x1, je y2. Torej, ko je x1, je y2. Pogledamo, če vse te tri točke ležijo na isti premici, to je ta kontrola. Ja, ležijo, torej lahko narišemo graf. Ga bom še poudarila, da ga boste lepše videli. Tako, to je zdaj torej graf funkcije. F od x je 3x minus 1. Poglejmo si zdaj na tem konkretnem primeru še enkrat, kaj pomeni koeficient. Torej, ko se x spremeni za 1, če gremo torej 1 naprej, se y v tem primeru spremeni za 3. In to ne glede na katerem koraku naredimo. Če gremo, se pravi, od tukaj 1 naprej, bi se nam tukaj na vrhu naprej sekalo in tako dalje. Torej, ta sprememba y, ko se dvigne, je za 3. Torej, plus 3. To je torej ta koeficient. Začetna vrednost pa smo rekli seka ordinatno os v minus 1. Torej, začetna vrednost n pa se kaže tukaj, kjer graf oziroma kjer premica seka ordinatno os. Poglejmo si še en primer, kjer bomo pa imeli negativen koeficient. Torej, f od x naj bo recimo minus 2. Torej, minus 2x plus 3. Tudi tukaj si naredimo pomožno tabelo. Torej, tukaj sicer piše y, lahko bi pisalo tudi f od x, ampak zaradi tega, ker iščemo urejene pare, lahko nadomestimo tudi kar y.
Včasih boste videli tudi zapise, ne? Torej y je minus 2x plus 3. Tako da tudi to je v redu. Poglejmo si torej, kako se bo v tem primeru, kaj se bo dogajalo. Ko bo x minus 1, minus 2 krat minus 1 je plus 2 in še plus 3 je 5. Ko je x nič, imamo pač nič in 3. In ko je x 1, je 1. Tudi tukaj si načrtamo koordinatni sistem, ga bom malo zamaknila. Tudi tukaj pogledamo vrednosti v tabeli, največja bo y5. Ok, imam dovolj. Torej x, y in rišemo spet urejene pare. Ko je, še enote, ko je torej x minus 1, je y5. Prva točka. Ko je x nič, je y3. To je spet začetna vrednost. In še ko je x1, je tudi y1. In tudi tukaj vidimo, da so vse točke torej na isti premici. Tukaj jo bom malo poudarila. Za razliko od prej, opazite, da ta graf pada, torej graf te funkcije je padajoč, in kar je različno od prejšnjega grafa, je to, da je koeficient negativen. In to torej velja, ne? Lahko si tudi kar zapišete. Ko je koeficient večji od nič, torej če je koeficient večji od nič, potem je graf funkcije naraščajoč. Kadar je pa koeficient manjši od nič, torej negativen, pa je graf funkcije padajoč. Dajmo si tudi tukaj pogledati kot prej to razliko, se pravi, kadar, recimo, kje bi lahko, ja, dajmo kar od tukaj štartati, ne, se pravi, ko naredimo korak pri x-u za 1 naprej, kaj se zgodi z y-om? V tem primeru pade za 2, ne, torej v tem primeru je minus 2, lahko bi pogledali tudi tukaj, se pravi, ko gremo 1 naprej, y pade za 2. Se pravi, če smo imeli prej razliko plus 3, imamo zdaj razliko minus 2. In to je tudi spet ta smerni koeficient. Medtem ko je pa začetna vrednost, v tem primeru 3, tukaj je tudi 3, tukaj je minus 1, tukaj je tudi minus 1. Si lahko označimo še z barvami, da boste mogoče to tudi lažje si zapomnili, ne? Zdaj, edini primer je še za omeniti, ko je koeficient nič. V tem primeru dobimo konstantno vrednost. Recimo, nič krat x je nič in dobimo torej samo neko vrednost n. Naprimer, f od x je 2. V tem primeru je to premica, ki je vzporedna z abscisno osjo. Zdaj si bomo pogledali še na Desmosu, kako se te funkcije spreminjajo glede na k in n.